smo na Jesenicah na Hrušci, kjer smo se ustavili zato, ker se je naš prijatelj malce zmotil in je natankal v tank za nafto, je natankal 95-oktanski bencin. Tako za informacijo. Tako se je začela tale pot. Po naporni vožnji čez Avstrijo, Južno Nemčijo, Severno Nemčijo in seveda Belgijo smo končno prispeli v Bruselj, kjer smo prespali in naslednji dan na vse zgodaj zjutraj takole pred parlamentom, v parlamentu, kjer nas je pričakal naš gostitelj Klemen. Skupaj za parlament dela 10 tisoč ljudi, 35 tisoč pa za Evropsko komisijo. Se pravi, okrog 50 tisoč ljudi dela v Bruslju za evropske inštitucije. In zdaj trenutno se nahajamo v notranjem delu parlamenta, tako imenovani Čopovi ulici, kot jo kličemo Slovenci. Smo jo že poimenovali. Slovenci imamo svoje imena za določen predel Evropskega parlamenta, nekatera so se parila zdaj že tudi med tujci, recimo Traktor bar, boste ga potem videli. Ja, ker to se tako zveni, tudi v angleščini je Traktor bar, pa je v redu. Tako da, tole je Čopova ulica v glavnem, kjer so vse pisarne od poslancev in od tistih, ki delajo v sekretariatu Evropske ljudske stranke in drugih poslanskih skupin. Vsaka država ima možnost, da v Evropskem parlamentu postavi en kip ali pa eno sliko. Recimo, če pogledate tam naprej, je en konj, en velik kip konja, za katerega si je želel Berlusconi konkretno, da je noter, se pravi Italija je dala noter recimo ta kip. Slovenija ima Plečnikov stol, v drugem delu parlamenta imamo različne stvari, recimo Grki imajo eno Marijo, kako se že reče, ikono Marije, zelo lepo narejeno. In tako. Drugače na tej Čopovi ulici, ki je nekako, to je peš pot, kako bi rekel, kot naša Čopova v Ljubljani, glavna cesta za vse različne usluge, kako bi rekel, servise, ki so možne v parlamentu. Tam naprej gor je sendvičerija, potem je DHL servis, pošta, potem so dostop do raznih kopernih sob in tako naprej. Potem so tukaj se izdelujejo ključi, tukaj so informacije o vseh vlakih, ker pod nami je železniška postaja. Potem, mislim tako, prav pod nami, včasih sem malo zatresen, da je vlak hodil. In tukaj gor na tem zaslonu so vsi vlaki, ki prihajajo, imaš pagerje in tako naprej. Tukaj noter se lahko čevlje popravlja naprej, potem je čistilnica, bomo šli mejem, so 3 banke, je fitness center. Skratka, mesto v mestu. To je mesto v mestu. Zelo v redu. Tukaj noter so recimo časopisi iz vseh držav, tudi dobiš Delo, pa še nekaj drugih časopisov iz Slovenije. Potem tam naprej dol je kantina za 2000 ljudi, ker 2000 ljudi naenkrat je. Kot sem rekel, fitness center, turistični urad je levo, desno je še restauracija za poslance. To je vse spodaj še. To je še vse, spodaj je restauracija za nas, se pravi kantina, potem restauracija za poslance tukaj, pa so še 2 druge restauracije. Tukaj, če pogledate, se lepo vidi, zdaj smo mi v nič, nič je označena v nuli, medtem ko je cel Evropski parlament je sestavljen iz večjih predelov, na eni strani je železnica, tukaj je železniška postaja, na drugi strani je park. Tukaj spodaj je pol Slovenska hiša, čez blizu. Ja, zelo blizu, ja. Mi smo zdaj v glavnem tukaj, v tem delu, pri glavnem vhodu in bomo potem šli v ta del H, se pravi Čopova ulica teče tukaj spodaj. Bomo šli v ta del H, pa v F, pa E, tukaj so naši poslanci, imajo naši poslanci pisarne. Tako da... To se pravi, ni treba hoditi. Po moje radi ne s kamero noter, lahko dobite malo občutek. Aha, in so te saloni. To je to pa. Tukaj lahko nekaj skuhamo. Ja? Tukaj je pa zdaj zajtrk, danes zjutraj, ne? Je bil. Je bil, ne? So imeli en delovni zajtrk, ne? Recimo, delovni zajtrk. Recimo, delovni zajtrk. Zdaj je že prazna, pravkar končal, ne? Prazna, odlično. No, torej, to je bil salon za zajtrke, kjer se odvijajo tako imenovani slavni delovni zajtrki. Zato to je zanimivo, imaš 4. We are just looking because it's very interesting. Tako misli.
50 evrov je tukaj, ne, pa kar traje na uro. Predolg se čaka, da bi potem... Dobro. Aha, to se pravi, mi jemo zajtrk drugje. Gremo še dalje. Aha, dol. Tukaj se vrni. Ok. Kaj se tu dogaja? Konec je od 3 do 18:30 je srečanje o Čečeniji. Kaj je s Čečenijo? Kaj naredi s Čečenijo? Tako gospodin obiskovalec tukaj? Tukaj so duhovniki v parlamentu v Evropi. Tukaj imate še en tak barov. Aha, to je pa naslednji. Več od teh barov. Da smo na enem delu. Mi gremo pa zdaj dol, pa bomo šli v zajtrk. Ljuc. Kaj se trebamo potegniti zase zdaj? Trupajte noter. Tukaj so banke, ne? Skratka, v nobenem primeru ne treba ven besediti. Ja. Sprav, če ne ima še... Enih je bili kar nekajkrat, so potem pa dali odlog, da ne smeš zaradi zavarovanja. Ker če kdo zgori noter ali pa kaj, nimajo krit. Nimajo kritja. No, ampak... Jaz sem delal tukaj magisterij in sem po službi tukaj noter tipku, pa sem pa zaspal, pa zjutraj spet naprej. Ampak... To je bilo takoj na začetku, ko sem prišel. Pa to niso posebni prostori, to je v kabinetu pisarne. To je v pisarnah, v sredo imajo posteljo, da se lahko spočije. Pa tudi tu še imajo poslanci. Samo spat pa ne sme več. Sam ne sme pa uradno spati. Recimo ta gospod je poslanec iz Anglije, ne? Gospod Charles Tannock. Jih poznate vse po imenu? Vse 600. Vse to je kopirano tudi v Strasbourgu. V Strasbourgu, aha, se pravi, ampak tam je Svet Evrope. Tam je Svet Evrope, ne, tam je in Evropski parlament. Vse to, pa še Svet Evrope, pa še sodišče človekove pravice. Ampak komisija je pa tukaj. Komisija je pa samo tu v Bruslu. Samo v Bruslu. Uradni sedež Evropskega parlamenta je pa v Strasbourgu. Ja, prvi je bil tam, ne? Kako se je prva zveza imenovala? Jaz sem se včeraj probal spomniti, Zveza za gospodarstvo, za jeklo. Čisto prva je bila Economic and... Ne. Ta prva zveza je bila Coal and Steel Community. Tako, premoga in jeklarska industrija, tako nekako. Premoga in zveza, mislim, Unija premoga in jekla. Tako, to je bila prva. Za energijo. Tam so se najbolj nasadale, vedno znova. Ampak to je bilo zgodaj, to je bilo še v 50-ih. To je bilo 58. To je bilo 49 so naredili, pa so pa 51 pa rešili. 51 ali 52. Ki je bilo uradno ustanovljeno. 51 so podpisali, 52 pa začeli. 4 članice. To je Rim, ne? Rimska pogodba je bila pa pol, kasneje. Je bila pa 58. Ja, že pred tok časa, ja. In potem so pa uporabili ekonomska sredstva za to, da bi prišli do tega miru. Se pravi, ekonomija je kot orodje. Interese moraš združiti. Ja, orodje za blagostanje, seveda. Ekonomija je vedno bila orodje za blagostanje, ne? V blagostanju ni namirov, ne? Ja, ampak prav ta Economic and Steel Community, ki se je naredil na začetku, ne, se pravi, je bila prav zato, da bi združili, recimo, v Franciji so imeli, ali v Nemčiji so imeli, so kopali rudo, recimo, ne? Pa v Belgiji, ne? Benelux tudi je bil zraven, ne? Pa v Franciji tudi. Ampak oni so tako naredili, da so eni so kopali, to je tako zelo simplificirano, ne? Drugi so prevažali, ne? Tretji so pa pridelovali, ne? Tako da so to industrijo tako združili, da nobeden ni imel monopola, to je v bistvu tega, da nobeden ni imel monopola nad celim proizvodom bodočih tankov, če hočeš. Tako, recimo, da so bili vsi soudeleženi in imajo vsi kontrolo nad tem. In zdaj ti ne boš bombardirati Francije, ker boš pol tudi ti ne boš imel... Ker ne boš končnega izdelka ven dobil. Oni so združili prav to industrijo, ki je bila ključna za vojno. Za mir, v bistvu, za združevanje miru. Tako, za vojno industrijo. Za vojno industrijo. To je bilo to. Ideja teh treh, Adenauer pa Schuman, Monet, pa De Gasperi. To so bili trije ideologi, dejansko te zveze. In so postavili ravno ta princip, interese blokirati tam, kjer gredo čez preko držav, mislim, interesov, ki jih postavlja načelo, do tam, kjer ni interes drugega. Tako, Ja, se pravi, do tam, kjer ne vstopaš v njegovo interesno sfero, tako, oziroma področje. Potem pa to, kar si omenil. Združiti protoindustrijo. Ampak dejansko, recimo prvi možje so bili ti tri, a ne? Ja, to so bili očetje Evrope, rečemo. Ampak ideje, ne? De Gasperi tudi, ki ste ga omenili. Schuman, De Gasperi pa Monet. Ne. Schuman, Adenauer.
pa De Gasperi. Pa De Gasperi. Ajden ali bil prvi. Ja, ampak Monet je bil v tem, ja, Monet je bil pa ideolog v bistvu. Monet je bil, čakaj, On je spodbudil to. On je bil finančni minister, ne mislim. On je predlagal v bistvu to stvar, ampak jo je pa potem Schuman velja za očeta. Ja. Schuman je torej tisti, ki je dejansko idejne osnove. Je vedno svet podaja mnenje, preden gre v glavno Svet v obravnavo. bistvu, Predno se uveljavi kot, da za vse drži. Tako, ja, da je konsens vseh. Tako je. To mora biti, konsens ne? mora biti tako med vladami Parlament je držav zakonodajna. članic In tukaj. in Evropskim parlamentom. Tako. Oni imajo skupaj soodločajo o zakonodaji, za katero ima kompetence Evropska unija, ker nimamo za vse kompetence Evropske unije, recimo davki se ne odločajo tukaj, nima veze, to je vedno država članica, ki to odloča. Medtem kot recimo transport, koliko so široki tiri, je bilo pametno, da so po celi Evropi ista pravila, pa lahko vlaki vozijo. Nekaj časa je bilo tako, da na Finsko niso mogli vlaki, iz Švedske niso mogli na Finsko, ker je bila ruska. Tako da recimo take zadeve. Tale gospod Brok, on je bil prej predsednik odbora za zunanje zadeve in Nemec, zelo blizu Angeli Merkel, dober prijatelj Peterleta, je bil že večkrat v Sloveniji. Je v imenu parlamentu odgovoren za novo Lizbonsko pogodbo. Samo za vse no, to je to, no? Dobro, zdaj pa gremo mi jest, najboljš pa potem ali se učimo celo zgodbo. Vidiš, imaš francosko-nemški spor, zgodovina tega, v senci tega, je pa 27 držav članic. Mislim, to je taka simbolična. Ja. Se mi zdi, ker... Aha, in polski. Poljaki, in tukaj jaz sem siguran, da bo spet holokaust prišel na dan. Poljaki vedno to podajo. Tako da gremo mi na zajdre, pa bomo pa še malo šli okoli. Dobro. Če se zgubite, imate tretjo instrukcijo. Da se v samem parlamentu. V kontekstu evropske kulturne in raznolikosti. Ja, samo tukaj boš imel pol določeno perspektivo, to je jasno. Tukaj nam je čisto jasno, kaj bo tukaj. Tukaj bo jasno, da je socialističen pogled na to. Tukaj bodo mečken lahko ukrivili cerkev, kot... Pa tak, ja. To si predstavljam, zdaj. Ker je bolgarska, zato je Orthodox Church. Zdaj, jaz to tako na pamet govorim, ampak... A se vi že kaj pogovarjate, se pravi, a se v Evropskem parlamentu, v katerem koli telesu, že kaj pogovarjajo o islamu, o problemu islamizacije v Evropi? Imamo dialog z islamom. Okay. Hello, how are you? Fine. We have a television from Slovenia here actually, and I was just saying that you are a friend of Mr. Peterle. Yeah, and that you are the most responsible person. You were in charge of the Foreign Affairs Committee, and also that you are responsible for the Lisbon Treaty now. So this is our journalist. This is a new television which is being created. Mr. Peterle invited them. I don't know if you are interested in. Do you have a moment to make a little comment? Short moment. Maybe if you could just comment on the. In gospod Elmar Brok, ki je tesen sodelavec nemške kanclerke Angele Merkel, je na kratko razložil svoj pogled glede preambule Evropske ustave in krščanskih korenin. Interesting. Thank you. Thank you. Thank you very much. All the best. Thank you. And maybe I introduce you also to Mr. Pucel, who is our priest for all the Slovenians in Germany also. So he. Okay. Yeah, thank you very much. All the best. Thank you. Bye bye. Yes, you are the girl. And your baby too. Medtem smo ugotovili, da smo že krepko lačni in smo odšli na zajtrk. Od naših je na employment je Brec. Ja, po delovnem zajtrku pa spet nazaj na Čopovo in po Čopovi proti glavnemu hodu, kjer smo v kratkem pričakovali prihod slovenskih vinskih kraljic. Kot vidite, je Čopova mesto v mestu. Knjigarne, banka, pošta, na spodnjem nivoju železniška postaja, skratka prava ulica. In prišle so vinske kraljice, ki so bile povabljene v Bruselj s strani gospoda Lojzeta Peterleta.
Drugače imate pa tukaj še gospod More. Se pozdraviti, mi smo se že. Evo, tukaj pa še Zoran. Pa naš snemalci tukaj. Tale, ki slika. Dobro, dobrodošli in dobrodošli v Evropskem parlamentu. Moje ime je Klemen Žumar in sem eden od tistih Slovencev, ki tukaj delamo kot podporne ekipe našim evropskim poslancem na različnih nivojih pa na različnih funkcijah. Zdaj trenutno ste prišli v ta del Evropskega parlamenta, kjer se dejansko odvija vsakdanje delo. Klemen, poziraj. Tukaj je še turistična pisarna, se pravi, dobite zemljevide Brusle. Koliko časa ste bili? Navaki tudi, vidiš samo en papir, dva. Pa nismo prej umaknili, tako da nate mislili. Najbolj pridno. Jaz nisem vedel, ti to kazal. Zdaj, v dvorani nam šli, ali pa v vašo pisarno? V dvorani sem, dajmo skočiti v pisarno. Zdaj, ne vem, kako imate. To so sami. No in odpravili smo se v tretje nadstropje, kjer so poslanske pisarne slovenskih poslancev. Kot vidite, so hodniki zelo lepo opremljeni, ne samo z fotografijami, tudi s skulpturami. Pisarne so maksimalno opremljene, kot boste videli potem v pisarni gospoda Lojzeta Peterleta. Vendar pa se nas je v njegovi v tem trenutku nabralo približno 50 ljudi. Evropski muzej Krasa, tole propagiramo tudi, da bi se kaj naredili po angliško. Vidite, da nam je še nekaj ostal. Takole, kolovra to v Ljubljani. Take stvari ste že dobili, ne? Ja. Takole, kaj smo še videli? Tukaj imate televizijo. Slovenija 1. Imaš vse Belarja tam gor, to so tudi delali. Ja, pa to je Lojze gor. Ja, ker to je bilo na enem koledarju, pa je pol dal... Tukaj imaš vse televizije, vseh evropskih držav. Nacionalne televizije lahko tukaj gledaš. In tudi hkrati imaš recimo sliko direkt iz hemicikla in to v svojem jeziku. Torej tukaj si izbereš v katerem jeziku, nemško, angleško. Kadar je debata v svojem jeziku, lahko gledaš zasedanje in ti ni treba biti dol. Z tega je tam velikrat prazno, pa tukaj ne spremljajo. Pa če se kaj pomembnega zgodi, pa dol teče. Znaš, kaj delaš. Se je že zgodilo, da so se lifti zataknili, ker so vsi rekli, to pa ne. No in med tem je gospod Peterle postregal z domačim šnopčkom, kot rečemo, z domačim žganjem in se je razvilo veselo in prešerno vzdušje, kot se na posnetkih zelo dobro vidi. Zdaj pa kar nazaj slike. Ne, on je hotel reči, to je šele začeli. Čakaj. In podposlo. Ja, super. Super, no. Mi smo ena trojka, ki tole vodi. Ta gospod je pa bivši komisar za zdravje. Zora. Katin. Tam to je igrani film.
To je od Vajde. Medtem se nam je pridružila druga generalna pokroviteljica tega srečanja, se pravi sprejema vinskih kraljic iz Slovenije, poslanka Evropskega parlamenta, gospa Ljudmila Novak. Tukaj vidimo njeno ekipo, to so njeni asistentje in gospa Novak nam je tudi prva obljubila intervju, torej smo se odpravili v njeno pisarno. Te bojo posneli z vrečami. Jaz ne delam tega. Sicer imam mizo malo razmetalo. Lep, prijazen, prijeten pozdrav gospe Ljudmili Novak v njeni poslanski pisarni v Evropskem parlamentu. Gospa Novak, najprej eno osnovno, poleg pozdrava, vprašanje. Ste do danes že slišali za našo televizijo, za TV Exodus? Moram priznati, da še nisem slišala, me pa veseli, da lahko imam intervju na vaši televiziji, tako da dobrodošli v moji pisarni v Bruslu. No, nas zelo veseli. Namreč televizija Exodus je nova televizija, slovenska televizija in seveda tudi prva, za katero lahko rečemo, da je krščanska televizija, se pravi, ki obravnava krščansko tematiko. In kot vam najbrž je jasno že v osnovi, nas zanimajo predvsem bistvene zadeve, se pravi, normalno, da nas zanima delo evropskega poslanca ali poslanke, ampak nas zanimajo predvsem humanistične teme, etične teme. Kaj bi lahko o tem rekla, se pravi, glede na to, da ste že kar nekaj let v Bruslu, kako je obravnavan človek v Evropskem parlamentu? Seveda v Evropski ljudski stranki se zelo zavzemamo za to, da bi pri našem političnem delu upoštevali tudi etične vrednote. Nasplošno vrednote, ki jih že tisočletja zagovarjamo kristjani. Zato tudi sama delujem na takšnih področjih, se zavzemam za to, da bi bila družina bolj upoštevana, potem, da bi lahko lažje združevali delo, družino, kariero. Zavzemam se tudi za boljše pogoje za življenje invalidov. To pomeni na takšen način, da pri zakonodaji, ki jo sprejemamo, seveda pogledamo tudi pod tem vidikom, kaj bi morali ustaviti, da bi za te namene zagotovili boljše pogoje. No, sama delam na področju izobraževanja in kulture, zato tudi želim, da bi bilo naše šolstvo, evropsko šolstvo bolj kvalitetno, da bi spoštovali tudi vzgojne elemente, da ne bi bilo pomembno samo znanje, ampak za mladega človeka je potrebna in nujna tudi primerna vzgoja. Zdaj sva že kar posegla v srž vašega dela. Se pravi, ste članica odbora za kulturo in za izobraževanje. Ja, to je odbor za kulturo, izobraževanje, mladino, medije in šport, tako da je zelo širok odbor. V osnovi, glede na to, kolikor smo do zdaj sledili v slovenskem medijskem prostoru, ljudje še vedno nekako ne vejo, kaj dela evropski poslanec. Pa bi vas prosil za en kratek, res kratek oris vašega delovnega dneva oziroma tedna, od trenutka, ko odletite v Bruselj oziroma v Strasbourg. Ja, večino našega dela res poteka v Bruslju. V Bruslju poteka delo odborov, delo politične skupine in ta teden, na primer, se naša politična skupina in seveda tudi druge pripravljamo na plenarno zasedanje, ki bo naslednji teden v Strasbourgu. Naš delovni teden tukaj je od ponedeljka do četrtka in potem seveda odvisno od tega, kdaj določeni odbori zasedajo, imam uradne sestanke. Poleg tega seveda so še druge obveznosti, drugi sestanki, srečanja, obiski, potem sodelujemo na različnih predstavitvah, seminarjih. Skratka, mnogo je teh obveznosti. Tako da uradno se srečanja ali pa sestanki začnejo zjutraj ob 9. uri, pa tja do 12:30, potem je nekoliko časa za opoldansko kosilo, če utegnemo. Seveda vmes imamo tudi druge obveznosti, kot na primer danes. Ja. In potem se spet uradni sestanki začnejo ob 3. uri, pa nekje do 6:30. Potem sledijo še različni sprejemi, sestanki ravno tako.
Tako da naš delovnik se konča v poznih večernih urah, kadar je pa plenarno zasedanje parlamenta v Strasbourgu, pa lahko tudi do polnoči. No, se pravi, vaš delovni dan tukaj v Bruslju se začne ko se prebudite doma. Kje evropski poslanci stanujete? Zelo različno. Ja. Mi dobimo dnevnico, ki nam pripada, in potem vsak po svoje s tem razpolaga. Tako nekateri živijo v hotelih, nekateri imamo stanovanja. Jaz sem najela stanovanje, tako da imam približno 15 minut hoda do parlamenta. To je tukaj v Bruslju. Ko pa gremo v Strasbourg, tam pa seveda spet potrebujemo stanovanje, vendar, ker je to enkrat mesečno, 4 dni, tam gremo v hotele, v različne. Jaz, na primer, stanujem v hotelu, ki je v Nemčiji. Vemo, da je Strasbourg mesto na meji med Nemčijo in Francijo, trenutno je pač francoski, včasih je bil tudi nemški. In potem, ker jaz bolje znam nemško kot francosko, mi je tudi bolj ustrezalo, da sem šla na nemško stran in stanujem v enem tako prijetnem podeželskem hotelu, ki je družinski hotel, zelo prijetno domače vzdušje. Zelo lepo. Se pravi, v ponedeljek zjutraj odletite, oziroma že v nedeljo zvečer odletite v Bruselj? Ne, ponavadi gremo kar ponedeljek zjutraj, ker za Bruselj so zelo ugodne zveze, torej direktni leti, tudi 2 ali 3 na dan. Tako da, kar se tega tiče, je zelo ugodno, medtem ko cene pa seveda za Bruselj so najmanj ugodne. Najmanj od vseh. To se pravi, in potem se ob četrtkih, razen ob izjemnih priložnostih, se vračate domov in potem, če sem prav informiran, imate ob petkih poslansko pisarno v Ljubljani. O petkih pa imam obveznosti po Sloveniji. Po Sloveniji, seveda tudi v svoji poslanski pisarni, če sem dogovorjena za sestanke z različnimi strankami, ali pa imam lahko kakšno snemanje, imam obisk terena, tako da je moj urnik zelo zaseden. Sedaj v času predkampanje, ko imamo veliko aktivnosti, ko delamo že za evropske volitve, hkrati pa seveda tudi za stranko delam, imam tudi sobote precej zasedanje. Potem so pa še različne prireditve tudi ob nedeljah, tako da včasih imam tudi nedeljo zasedeno. Skratka, zdaj ste že sama omenila, vi ste prevzela vodenje stranke Nove Slovenije pred določenim časom. To je bilo novembra meseca, se pravi, zdaj bo že skoraj pol leta. Ali je v tem času, ker vemo, da je Nova Slovenija v tem trenutku v Sloveniji izven parlamentarna stranka, v Evropskem parlamentu pa parlamentarna. Ali so se že pokazale kakšne spremembe in oziroma kako vpliva ta dvojnost na vaše delo? Se pravi, da ste tukaj parlamentarna stranka v Bruslju, v Evropskem parlamentu, v domačem pa izven parlamentarna. Ja, v Sloveniji nam sedaj trenutno ne merijo, kakšno podporo imamo, ker to merijo parlamentarnim strankam, tudi manjkrat nas sprašujejo za mnenje o določenih temah, ki se pač odvijajo v slovenski politiki ali v slovenskem parlamentu. Seveda mi se s tem ne strinjamo oziroma dajemo pač sami določene izjave, mnenja, včasih z njimi prodremo, včasih tudi ne. Tukaj kot Evropska parlamentarna stranka pa smo zagotovo tudi pomembni kot Nova Slovenija, saj je pred 5 leti na evropskih volitvah prav Nova Slovenija zmagala, dobila 2 evropska poslanca, ki pač vsak svoje delo opravljava tu v Evropskem parlamentu, tako da z tega vidika smo zagotovo tudi upoštevani v slovenskem prostoru. Torej, kot ste sama omenila, približujejo se evropske volitve, na kakšen izplen lahko realno računamo pri vas? Ja, mi si seveda želimo, da bi bil izplen enak ali pa boljši kot na zadnjih volitvah. Seveda tudi po svojih najboljših močeh delamo, lahko tudi pokažemo določene rezultate, kajti oba s kolegom Peterletom sva bila zelo aktivna, tako v Evropskem parlamentu kot tudi v Sloveniji. Imamo tudi zelo dobro listo. Nobena lista ne bo imela kar 2 sedanja evropska poslanca z mnogimi izkušnjami. Tudi ostali naši kandidati na listah so prepoznavni, dobri, tako da z tega vidika smo mi naredili pač najboljše. Tudi ankete nam ne kažejo slabo,
Tako da jaz pričakujem soliden rezultat. Gospa Ljudmila Novak, to se pravi, vaše delo po odborih, to so strokovna področja, ki jih pokrivate poslanci in poslanke. Torej, s čim se trenutno ukvarjate? Kaj je trenutno pomemben projekt oziroma pobuda, ki jo pripravljate, oziroma pri katerem projektu trenutno sodelujete? No, moramo vedeti, da se naš mandat zaključuje, zato pravzaprav naši projekti gredo k koncu in določene stvari, ki so že v teku, želimo zaključiti. Sama sem imela predtem 3 pomembna poročila, kot pravimo poslanci. Tako sem bila prva poročevalka iz Slovenije in nova poslanka in sem imela zelo pomembno poročilo o Europasu. To je dokument, s katerim mladi izkazujejo svoja znanja, svoje kompetence, življenjepis, znanje jezikov in tako naprej. Potem sem se ukvarjala z dokumentom, ki naj bi zagotavljal izboljšanje kakovosti v visokem šolstvu in pa z dokumentom o vseživljenjskem izobraževanju. To je bilo moje zadnje poročilo. Potem za samo politično skupino sem bila poročevalka ali pravimo poročevalka v senci za dokument, ki ga imenujemo Erasmus Mundus, in sicer gre za štipendije, ki so namenjene podiplomskim študentom ali pa tudi različnim fakultetam za sodelovanje s tretjimi državami. Potem delujem tudi v delegaciji za sodelovanje z državami Afrike, Karibov in Pacifika in tam sem spet znotraj moje politične skupine bila poročevalka v senci v zvezi z otroškim delom. Skratka, torej področje izobraževanja je moje področje in tukaj sem največ aktivnosti izvajala. Samo eno razliko, da razčistva, torej razlika med poročevalko in poročevalko v senci je? Torej, če si poročevalec oziroma poročevalka, imaš neki dokument, ki ga ti predstavljaš tako v odboru, kot v celotnem Evropskem parlamentu. Torej, pristojen si za neki dokument. In ta dokument nosi tudi tvoje ime. Poiščemo recimo po Novak, potem je pa ime dokumenta, ampak ime poslanca je tukaj zelo povezano s tem dokumentom. Torej, to poročevalci za celoten parlament, če si pa poročevalka v senci, pa pomeni, da ta dokument spremljaš, ga dopolnjuješ z amandmaji, predstavljaš v svoji politični skupini. Torej, iz neke politične skupine je nekdo glavni poročevalec za parlament, vsaka politična skupina pa ima svojega poročevalca v senci, ki se prav tako ukvarja s tem dokumentom in se dogovarja tudi z glavnim poročevalcem. Vendar pa ne nosi njegovega imena. Ne. Tako. Ja. Dobro. Upam, da sva razčistila precej pojmov, ker ljudi, se veste, načelno zanima vse, ampak mnogokrat jim niso prezentne določene informacije oziroma jim nekateri pač ne znajo teh stvari razložiti. In zato je najbolje te informacije izvedeti iz prve roke, se pravi od vas. Kaj pričakujete še od današnjega dneva, to se pravi, kakšne so še vaše današnje obveznosti in kako se dan zaključi? Ja. No, po tem intervjuju imam čez nekaj minut skupino dijakov iz Maribora, iz prve gimnazije. To je evropski oddelek, ki prav tako ima določena znanja oziroma teme o evropskih inštitucijah. Bila sem že na obisku v tej šoli in jim že predstavila tam svoje delo in jih povabila v Evropski parlament. In sedaj imajo predavanje o delovanju Evropskega parlamenta, potem pa jih bom tudi jaz sama osebno pozdravila in se z njimi pogovorila. Jaz bi se opravičujem, da vam skočim v besedo, se bi samo obesil na tisto, sem jih povabila v Evropski parlament. To pomeni, da vi sponzorirate njihovo pot, se pravi njihov prihod v Bruselj. Tako. Torej, delno sponzoriram njihov prihod, kajti Evropski parlament daje na razpolago določena sredstva za obiskovalce, zato da bi državljani čim bolje spoznali evropske inštitucije, da ne bi bile tako oddaljene. In seveda želja in potreb je veliko. Jaz želim čim večjim skupinam to omogočiti, zato tisti denar za 100 obiskovalcev malo razdelim na več skupin. In na ta način sem imela v 5 letih okrog 1500 obiskovalcev
torej, ki so prišli na moje povabilo in s pomočjo denarja, ki ga pač dobimo od parlamenta za ta namen. Veliko mladih, veliko učencev, torej različnih šol po Sloveniji, potem kulturne skupine, gasilci, upravna enota, strankarski ljudje. Se pravi, različne, več različnih skupin. To je ena lepa številka, se pravi 1500 v teh 5 letih. Mislim, da gre zdaj že bolj proti 2000, ker zadnjih skupin niti nisem štela, sem jih pa imela v zadnjem času zelo veliko. No, potem, ko bom sprejela te učence, potem bomo pa naredili tudi intervju za 2 lokalni radijski postaji, torej oni bodo imeli in tudi jaz se bom temu priključila. Potem imamo zasedanje politične skupine Evropske ljudske stranke, vmes imam tudi... To je vse v popoldanskem času že. Potem imam tudi tečaj francoščine vmes, ko pride moja učiteljica kar k meni v pisarno, tako da izboljšujem svoje znanje francoščine, ker znanje jezikov je tukaj zelo pomembno in potrebno. Zvečer pa seveda imamo v slovenski restavraciji predstavitev slovenskih vin, kajti na obisku v Evropskem parlamentu so na povabilo mojega kolega Peterleta in moje povabilo vinske kraljice, 13 vinskih kraljic. Iz cele Slovenije. Iz cele Slovenije in tudi kralj Cvička je zraven. In bodo predstavljali svoja vina in seveda tam jih bomo tudi sprejeli, nagovorili, pozdravili. Tako da večer se bo pravzaprav prijetno zaključil. In prevesil v noč. Na kar odidete na zaslužen počitek in potem, če se ne motim, čez dan, 2 že nazaj domov. Jutri dopoldne pa se že vračam v Slovenijo, ker imam tam spet obveznosti, eno snemanje, eno okroglo mizo, zvečer in sodelujem v oddaji Trenja, potem pa grem še v en občinski odbor pozdraviti prisotne, ki so zbrani na občnem zboru. Zaradi mojega sodelovanja v Trenjih pač ne morem biti ves večer z njimi, zato jih grem potem po oddaji pozdraviti. Gospa Ljudmila Novak, zelo prijazna gostiteljica. Naša ekipa iskreno upa, da se bomo še v prihodnje videvali, ne samo v Sloveniji, ampak tudi tukaj. To pomeni, vam iz srca želimo ponovno izvolitev. Hvala lepa za dobre želje. Tudi jaz se kot kandidatka seveda dajem na razpolago, ker menim, da sem se v 5 letih veliko naučila in bi lahko še bolj aktivno delala. Ampak volivci imajo vedno zadnjo besedo. Moje življenje pa ni odvisno samo od politike, ker sem se tudi kaj drugega naučila delati, tako da bom sprejela karkoli bo prišlo. Najlepša hvala in vse najboljše. Hvala lepa. In gospa Ljudmila Novak se je odpravila na sprejem 3. letnika 1. gimnazije iz Maribora, ki so ravno tako prišli na njeno pobudo, to se pravi v njenem sponzorstvu, kot se to v Evropskem parlamentu reče. Sem ugotavljala, kje sploh sem, potem sem pa ugotovila, kje sem, da sem v Bruslu. Ker tako hitro menjavamo naše kraje spanja, da je včasih težko. No, jaz sem tukaj članica odbora. S tem se je zaključil dopoldanski del našega obiska v Evropskem parlamentu. Nadaljeval se je zvečer.